Manj omejitev, več manevrskega prostora občinam in daljši čas oddajanja na demografsko ogroženih področjih. To pa so glavni vsebinski popravki predloga zakona o gostinstvu, ki predvideva omejitev kratkoročnega oddajanja nepremičnin. Gospodarsko ministrstvo je prejelo več kot 500 pripomb, največ od sobodajalcev, nezadovoljni pa so tudi drugi. Ljubljanskega župana denimo moti, da bi morala nadzor nad kratkoročnim oddajanjem opravljati občina. Del slovenskih evroposlancev pa opozarja na domnevno kršitev prava Evropske unije. Mark Vidrih. Ne le sobodajalci, ki predlogu zakona o gostinstvu glasno nasprotujejo že od vsega začetka na ostre kritike proti novim pravilom kratkoročnega oddajanja, je predlog naletel tudi med opozicijskimi poslanci, oglasil pa se je tudi do sedaj sicer glasen podpornik predloga ljubljanski župan Zoran Janković. Naše pripombe so bile na kontrolo Airbnb-ja, ker do zdaj ti lahko spremljaš, ko je na spletni strani, nekdo nekaj ponuja, ne veš, koliko je zasedel, koliko jih je prišlo. In to je tisto, kar mora država rešiti. To je bil naš ključni problem. Ne pa časovna omejitev, poudarja. Takrat je bilo rečeno 2 meseca, mi smo rekli, da, julija, avgust, konec koncev tudi 2 meseca, ker so tudi Ljubljančani na dopustu, prem študentov ni. A če v največjem mestu s tem nimajo težav, drugim manjšim občinam največ sivih las povzroča prav časovna komponenta v zakonskem predlogu. In prav tu se obetajo najbolj bistvene spremembe, zagotavljajo na gospodarskem ministrstvu. Občine bi omejitve v manjših stavbah lahko razrahljale tudi do 365 dni na leto. Torej, da se lahko lokalna skupnost odloči, da v eno- in dvostanovanjskih stavbah zanjo omejitve ne veljajo, če takšna občina seveda nima izkazanih neravnovesij na stanovanjskem trgu. In to bi posebej veljalo za demografsko ogrožena področja, poudarja Frangež. Ena od novosti pa bi lahko bila tudi nova kategorizacija stavb z do 5 oziroma nad 5 stanovanji. Tako da bi v to formulacijo rešitve z manj omejitvami zajeli vse tiste sobodajalce v tradicionalnih turističnih okoljih, ki se s to dejavnostjo opravljajo kot svojim izključnim virom preživljanja. A ne le naš državni zbor, s predlogom zakona se bo zdaj očitno ukvarjala tudi Evropska komisija. V pismu, ki ga je komisiji poslal evropski poslanec Matej Tonin, podprli pa so ga tudi drugi slovenski poslanci iz vrst Evropske ljudske stranke, namreč opozarjajo na več možnih kršitev temeljnih načel notranjega trga Evropske unije. Zakon po njihovo denimo ni skladen z Evropsko direktivo o storitvah. Direktiva namreč določa, da morajo biti pogoji oziroma omejitve za dostop do trga za upravljanje storitev za kratkoročni najem predvsem utemeljene, sorazmerne in tudi nediskriminatorne. Ta zakon pa ne izpolnjuje nobenega od teh pogojev. Nadaljnja obravnava zakonskega predloga je v državnem zboru sicer napovedana za konec maja.